Dobrodošli na novi sezoni Startup Mislijev. Ta intenzivni jesenski program, ki bo sestavljen poleg delavnic in teh torkovih druženj, je sestavljen iz take intenzivne startup ture. Intenzivna startup tura je namenjena vsi tistim, ki razvijate neki nov inovativni izdelek. V okviru te startup ture bo posameznik oziroma podjetniška skupina dobila več kot 50 ur svetovanj izkušenih startupov iz različnih področji, biznis modela, UX-a, UI-ja, prodaje, trženja, dizajna in tako naprej. Vse za namenom, da pospešimo v tem relativno kratkem času in narediti največji napredek v vaši podjetniški ideji. Skratka, imamo že v tem trenutku listo več kot 50 uveljavljenih startuperjev tukaj iz Maribora in širše iz okolice in ti vam bodo brezplačno na voljo, da vam bodo svetovali in za vas upravljali storitve, ki jih potrebujete za razvoj vašega startupa. Seveda najbolj učinkovito je, da vaša ekipa deluje na enem mestu, da ste najbolj učinkoviti, zato vam bomo za čas tega programa zagotovili brezplačno bivanje v coworkingu tovarne podjemov, kjer imate urejeno, sproščujoče okolje in tudi svetovalce na dohvat ruke. Poleg tega se je temu paketu storitev pridružil tudi naš sosed tukaj od Kible, torej Časnik Večer, ki bo izbranim startupom ponudil en dodaten paket storitev, investicijo v smislu denarja, investicijo v smislu svojih prodajnih kanalov, marketinga, trženjskih znanj, poslovnih znanj, računovodskih znanj, skratka, ves network, ki si ga je ta najstarejša časopisna hiša nabrala skozi leta, bo vam kot startup v bistvu na voljo, da vas izstrelimo v orbito. Konferenca Podium, paket storitev nove KBM, skratka ogrom paket storitev za tiste, ki razvijate neke nove stvari v našem mestu, želimo vam pomagati, povezali smo se s ključnimi partnerji in tukaj smo zato, da vas v bistvu lansiramo v podjetniško orbito. Zdaj na kratko še kako se vključiti v ta startup program. Tukaj z nami so znane face, ki jih poznate. Jure kot vodja inkubatorja, ki je tam zadaj. Jure, pomahaj. Potem je Damjan, ki ga danes ni tukaj z nami, ker je za svojim malim startupom v Ljubljani. Teda Damjan in pa Aljoša so tiste 3 osebe, na katere se obrnete. Če se želite vključiti v program, pišite jim na startup oziroma na svetovanje @startupmaribor.si ali pa pojdite na Startup Maribor spletno stran in našli boste vse kontakte. Skratka, to so 3 vstopne točke, ki so ključne za vključitev v ta program. Dobite uvodni welcome paket, uvodno svetovanje, 1 mesec GitHuba zastonj in pa v bistvu tako uvodno svetovanje in pa nasvete o nekih nadaljnih korakih in vključevanju v ta program. Ključne datume, ki si jih morate zapomniti: 15.10. se morate prijaviti v ta program, 23.10. bo v Mariborskem gradu taki velik kick-off dogodek, kjer bomo povezovali tradicijo našega mesta z novo energijo, ki jo prinašate startupi. Sledil bo startup vikend, kjer vas bo 2 dni neusmiljeno maltretiral Matej. Tako da tisti, ki ste bili do danes popoldan tam, boste videli, kaj lahko v 2 dneh dosežete. Zaključek bo demo večer, kjer bomo izbrali tistih najmanj 5 startupov, ki se bo vključili v program. Tako da to je to, gradimo skupnost našega mesta, torej želimo vas poznati, če vas še ne poznamo, vpišite se med startuperje, želimo vas navesti, kdo ste, kaj počnete. Vidite, da iščemo hackerje, hustlerje in pa dizajnerje. Torej, kako? Hipsterjih nimamo v Mariboru. Tu imamo hustlerje, ne? Tako da, če želite, da ste na tej startup listi, nam samo pišite. Pozabil sem omeniti, da poleg vseh teh krasnih tipov imamo še imamo tudi nekaj punc, tako da
ni panike, fante, ne, imamo tudi punce, ne, redke ste, tako da punce še posebej dobrodošli, imate znova, ne, plus točke, poleg tistih, ki sedite v prvi vrsti. Tako da pišite nam startuper@startupmaribor.si, da vas dodamo na to listo, da vas bomo vsi poznali, da se boste med seboj poznali, tako da če kdo išče dizajnerja, bo enostavno pogledal to listo in vas bo lahko kontaktiral, če kdo išče hustlerja, bo enostavno pogledal to listo in vas kontaktiral, tako da na enem mestu želimo zbrati vse, ki nekaj migajo v tem podjetniškem mestu. Sem še kaj pozabil? Ja, najbolj ključna stvar, skratka, vsi, ki tweetate pod startupmaribor.si hashtagom, od danes naprej živ tudi novi Startup Maribor handle, tako da zdaj imate 20 sekund, da nas vsi pofollowate. Twitter handle, uraden hashtag in pa že do zdaj delam reklamo za naslednji teden. Z nami bosta Tina Lugarič, Luka Stanovnik v popoldanski delavnici na tovarni Podjemov in pa Tine, Damjan in pa Kristjan zvečer tukaj v Mysliju. Tako da ne samo danes, da je super zanimivo, ne, tudi naslednji teden šopamo naprej in to je to. Pogovor, ki bo sledil, je predvsem namenjen vam. Vedno, ko začenjamo kakršnokoli pogovor ali pa okroglo mizo, poudarim, da je moje, da so to ni več skrita želja, ne, to so že v bistvu skoraj mokre sanje, ne, da ima v bistvu publika več vprašanj, kot jih imam jaz. Ne, te sanje se še mi niso uresničile, tako da vedno vsaki pogovor začnem z novim upanjem, da se bo to zgodilo. Ne, z kakršnegakoli razloga lahko tweetate oziroma vprašanja postavljate tudi na hashtag Startup Maribor, vmes bo malo spremljal, ali pa dvignete roko, ne, ko pravi pogumen Štajerc, pa zastavite vprašanje. To je to. Preden povabim goste na oder k sebi, bi se še rad zahvalil enkrat celotni ekipi za Startup Maribor za organizacijo teh dveh dogodkov in tega, kar bo še sledilo. Hvala mestni občini Maribor, ki omogoča, da bo to naprej teklo in da bodo vse storitve za vas kot startupe brezplačne. Hvala Večeru, ki sodeluje s tem krasnim paketom, o katerem boste še več slišali kasneje. In to jaz mislim, da je to. Vzel sem si več kot 5 minut, zato skrajni čas, da pridemo k bistvu današnjega dogodka. Vabim k sebi 3 face, 2 Tadeja in 1 Mateja, pa kar prosim, da se vsedete. Vsedete se po takem vrstnem redu, kot ste zgoraj na sliki. To, cool. Ordnu kun disciplin pravimo tukaj, ne. Daj sem malo bolj na levo še Ja. Jaz sem na vogalu, ne, da se pol lahko rešim tiste obveznosti. Ne, saj veste, kire. Z nami je Matej Golob. Matej, ustanovitelj podjetja 30 Lean, aktivni v startup sceni. Matej, danes je 3. dogodek, na katerem si bil dopoldan na bootcampu, bil si popoldan na delavnici, da si gost večer danes tukaj na Mysliju. Je ta intenzivna vključenost znak nekega trenda, hypa okrog startupov? Tam je mikrofon, ali pa kar tega se lahko vzameš, samo vključi ga, please. Ali je to v bistvu samo taki full izjemen dan, ko imaš 3 angažmaje na en dan? Sam handle check, to gre zdaj, bom v bistvu tweetno, ja. Startup Maribor, ne? Startup Maribor. Zato si moramo vzeti čas, ne, da se tweetne, ne. Zdaj pa še 30 sekund si vzamemo časa, da vsi ostali to retweetate pa favorate, ne. Pa še Sašo je rekel, da ti moram povedati, da jaz moram 20:30 sharp iti od tukaj, ker ne grem sam, tako da bomo končali dokrat. Ne greš sam? Ne, ni samo od mene odvisno. Ok, vprašanje, hype slovenski, ja itak, in je fajn, da je tako. In se dobiva, z različnih koncev se dobiva te komentarje, pa ta startup scena, vsi že pišejo o tem, posod je, by the way, Startup Weekend, ki ga je on najavil, meni je danes ful veselil, da eno od tistih, ki smo jih na random zbrali na delavnici, je bil iz učiteljske srednje, ne. In sicer... Ja. Kje pa je, sam ga danes, zdaj ga ni tle, ne? Kiki. Ok, ga zastopaš, ja. V bistvu z Spiritom delamo zdaj eno serijo, izkazali se, da bo serija. Najprej smo mislili, dajmo videti, kakšen bo interes. Startup Weekend za učitelje. Pa ne v smislu, tako kot je ta kolega imel idejo, ne,
za učitelje, da bojo oni razvijali svoje aplikacije, svoje ideje, pa naredili biznis, pa zapustili to bedno plačo učiteljsko in šli v podjetništvo, ne? Ampak, namenoma karikiram. Ampak, je ne, ker vem, ko si jamrate, jaz imam v familiji ogromno, ne? Moja sestra, moja mama, moja teta, vsi so učiteljice in poznam to situacijo. Bolj pa zaradi tega, ker to, kar je on rekel, ne, da vi ste z ustvarjalnikom delali lani, ne, in posledica tega engagementa zdaj, ne, je bilo tudi to, ne, in kar smo skupaj se Spiritom zmenili, je, da več učiteljev dobi exposure, ne vem slovenske besede, temu načinu dela, podjetništva in startup in to, da bojo potem lahko bili ta prav naslov za ta male, za dijake, pa tudi v osnovni šoli, ko se bo kdo obrnil na njih, ne, in bojo vedeli jim te prave stvari povedati in vse skupaj. In zdaj, ko je v bistvu ta cel startup, weekend trend, pa lean startup, pa vse skupaj zajel še šolo, je to sploh pokazalo, da je v bistvu full hype in je prav, da je tako. In kar sem pa hotel povedati, je, da interes nas je totalno presenetil, zdaj imamo v bistvu 3 startup vikende za učitelje naprej razprodane že, ker je toliko interesa bilo. Ne. Vse skupaj nakazuje, da je to en velik hype, jaz pa ponovadi komentiram tako, ne, da takrat, kadar je hype, takrat se iz vseh koncev, iz vsake vasi, vsakega mesta potegne vse tiste, ki imajo vsaj malo tistega, ki ima neko idejo, ki bi nekaj in prej, ki ni vedel, ki je bil ta naš svet, ne, v katerem smo zdaj, ta startup svet, v bistvu majhen, ne, in če nisi poznal, ne vem, Hekovnika, pa tehnološkega parka, pa Luja, pa tovarne podjeme, v bistvu nisi vedel, da se sploh kaj dogaja. Danes je to polno, danes se posod dogaja, skoraj vsak vikend se bo zdaj dogajalo. In to je prav, po eni strani je tudi veliko bleferjev se prikliče na ta način, hkrati se pa tudi tiste, ki prej ne bi slišali za to, povleče na plan in potem slišal vse te zgodbe, na kakšen način se dela in je dejansko cel pool, iz katerega se tiste dragulje potem išče, ful večji in to je za vse nas ful dober. Hkrati je to slabo, ker je ogromen tudi enega šuma, ja, da rečemo temu tako, ne, se pa v bistvu awareness na tem področju je pa ful visok in meni všeč, da je ta hype. Ne. Ok, cool. Da si pripravljen na taki oster tempo, to mi še pove, čez poletje, kaj si počel? Si se spočil, pripravljen na divjo jesen? Si odtekel kak maraton? Ne, poletje je bilo v bistvu v pripravi ene druge zadeve, ki je še nimam na LinkedInu, pa bo hmal, je pa v stealth modu, čeprav sem glih tam se razlagal, da se ne sme, da moraš o tem govoriti, pa to, ampak občasno je pa razlog, da je kakšna zadeva stealth modu, bo pa v rokenega meseca vam prišla to, kjer sem bil jaz upleten zraven. Ok, koliko piv poprečje moraš spiti, da se ti razveže jezik, da bomo zvedli na koncu? Meni ne, ne rabim. Dobro, cool. Cool, Tadej, prvi Tadej, kako si? Mislim, da so že komentarji pa vprašanja na to. Da, roke? Ja, ok. Ali je bilo na Twitter sporočeno, pa si sem... Vse sem pokazal potni list. Ok, Tadej, kak si? V redu, hvala. V redu. Kako se ti življenje spremeni, če greš na Kickstarter pa pledžaš 10,000 pa dobiš 350,000? Zelo, mislim, če se ti na glavo obrne v bistvu. Predvsem zato, ker moraš tok v našem primeru izdelkov tako hitro poslati. No. Definitivno prije neko breme in pa neka odgovornost do vseh ljudi, ki so te podprli v takšni meri, ki sam sploh nisi pričakoval. Okay. Tak, če lahko neki poprečni čas proslavljanja nam zaupaš, ne, se vem, da tistega ekstremnega realnega nam ne boš povedal, ne, koliko časa ste ga žurali po... Ne, v bistvu lahko povem. Ko smo še na Kickstarter, je bilo tako, da so nam že, pred nami je bilo že nekaj slovenskih uspešnih Kickstarter projektov, zelo smo se povedali z Musgartom in pa z ekipo Lumu in vsi so nam rekli, da takrat je v povprečje kampanja je trajala 20 dni, zdaj vem, da je to ful dlje, in so nam rekli, da naj planiramo, da jo štartamo na ponedeljek in pa zaključimo na petek, zato pač, da imaš lahko žur. Tako da mi smo v petek zaključili kampanjo ob 9. zvečer po slovenskem času, skupaj smo odštevali pač za kar veliko ekipo in ker nas je 7, mislim, da je najbolj ustrajen zaspal v polnoči, no, vsi ostali smo pa že prej, tako da čisto smo bili paf, no, ampak smo ga pa fajn žurali, tiste 3 ure, smo bili še po koncu. Aha, jaz mislim, da v petek čez en teden... Nažalost ne. Aha, ok, tisti petek. Bilo je pa pol še kar nekaj žurov, no. Mi smo šli 2 oziroma z ekipe sva šla, mi smo za kampanjo zaključili konec novembra in januarja smo lahko šli že v Vegas na CES, tako da je bilo tam več žurk. Ok, tam je bil after potem. Tam je bil after, ja. Ok, cool. Hvala Tadej, drugi Tadej.
Daj še nam ti povej, kak si, Tadej, verjetno vsi poznate, Mariborčan, skupaj z Jernejem, soustanovitelji Motivitija, podjetje, ki počne marsikaj. In eno stvar, ki že dolgo napoveduje, pa nas rajca, mučka je že dolgo, ne. Tako da to bomo se vrnili še kasneje, povem mi, kako je bilo poletje, kaj si počel. Super. Bil sem na morju, delal sem na projektu seveda, tako vsi ostali, ampak ja, sem se kar sprostil to poletje, moram reči. Okay. Imaš tudi kako stvar, poleg tiste izvanzemalske, ki je v stealth modu in še ni na LinkedInu in jo skrivaš v rokavu in bomo Vedno je kaj v ozadju, se veš. Okay. Ampak še prezgodaj, da bi kaj govoril o tem. Ok. Cool. Moram začeti s tem vprašanjem, pa na koncu bo še jih 5 dobil na to temo. Kdaj bomo zdaj doživeli premiero Elroja? Ja, glede na to, da si me to že vprašal parkrat, pa sem se ti zlagal, ne? Mogo mi je nos tak dolg, ne? Kot stržek? Bistvo je v tem, da projekt, ki smo se ga lotili, je izjemno ambiciozen. Mogoče med najbolj ambicioznimi tovrstnimi projekti v Sloveniji, ki sem jih zasledil. In na poti takega projekta se dostikrat spreminja in situacija na trgu, in situacija v ekipi in vse ostalo. Daleč od tega, da bi padla motivacija ali pa kaj takega, ampak projekt je dobil malo večje razsežnosti kot na začetku. In zdaj trenutno planiramo Q1 2016. Okay, kar je kontradiktorno temu, kar piše na današnji oznanitvi dogodka, ampak Ok, Q1 2016. Dobro. To smo zdaj slišali, posneto je, ne? Tako da evo, zdaj nema više. Kaj to je Elroy? Prosim? Kaj je Elroy? Elroy and the Aliens je avantura, računalniška igra za različne platforme, med drugim PC, Mac, Linux, iOS, Android in konzole, hopefully. In delamo na njej že več kot 2 leti. Je igra, ki bazira na zgodbi, na reševanju logičnih ugank, na pogovarjanju z liki, na character developmentu in na vsem tem. In ja. Cool. Ok, zdaj naslov današnjega miza so torej launch zgodbe, ne? Začeli smo ta jesenski intenzivni program, začenjamo ga seveda z tem, kako začeti neko zgodbo. Vsi izmed torej 3 naših gostov so bili v kratkem ali pa so še aktualno v bistvu v neki zgodbi, ki se začenja ali pa ki se bo v kratkem začela ali pa ki jo že napovedujejo 2 leti, da se bo začela, pa se še ni začela, ne. Ampak pustimo zdaj malenkosti, par mesecev gor ali dol. Tadej s Čipolom, ne, torej slišali smo pač ful uspešen Kickstarter projekt, ne, kaj se potem po tem, ko ste zbrali sredstva, kaj se je potem dogajalo, kako je izgledal ta vaš launch, skratka, število naročil ste multiplicirali, kaj je to pomenilo v bistvu za vas kot ekipo, za vas kot podjetje, za tehnologijo, za distribucijo, za procese, kaj je to pomenilo? To je kar dolgo govorim za 1 uro. Čakaj, Matej mora iti ob 8:30, tako da. Bom prav hiter, long story short. Ja, pri nas je bilo v bistvu tako, no, bilo ogromno izzivov, to je dejstvo. Ključni izziv, ki smo ga imeli, je bilo ta, da smo od začetka se odločili, da bo Čipolo izdelan v Sloveniji. Kar smo prej planirali pred kampanjo, je bilo fino to, da smo že podpisali pogodbe s podizvajalci, torej oni so bili pripravljeni, mi nismo bili. Napaka, če bi šli še enkrat nazaj, bi definitivno 2 meseca kasneje poslalo vse, pa pač da bi bili backeri na začetku bolj jezni, ampak na koncu bolj satisfied, zato ker mi smo čakali na odobritev Kickstarter projekta 31 dni, povprečno je bilo 2 dni, tako da naše nagrade so bile vse, oziroma naša cela kampanja je bila zasnovana, da šipamo to kot holiday Christmas gift. In potem je bilo logično, da je bilo toliko naročil od enega backerja, zato ker je to kupil še svoji punci, mami in tako naprej in pač nismo mogli šipati. Tiste, ki pa smo šipali, smo jih pa early backerje večine zamenjali, no. Okay. Zato ker pač ni bil product ready strani hardvera, tako da so se pojavili neki stroški. Hvala Bogu je Kickstarter narejen tako, da so backerji s tabo v dobrem in slabem, Okay. Tako da se nismo, ne vem koliko umazali ime oziroma brand. To so bi po moje največji izzivi, no.
Okay, kaj to pomeni, da v bistvu pač niste bili hardwaresko ready? Kaj pa ta neki MVP, pa te neke buzzwordi, te lean metodologije? Ja. Pri nas je bilo tako, da mi dejansko smo imeli MVP oziroma tudi že par prototipnih serij dejansko izdelanih pred kampanjo. Ampak res nas je zasul pač order 14.700 pa še nekaj izdelkov, ki smo mogli narediti v to kratkem roku. In nismo imeli pač proizvodne sploh postavljene, tako da smo sami sestavljali cele dneve in noči in vsi tisti, ki se ukvarjate s hardverom, najbrž veste, da če lotaš sam čipolo, pač ne more vsak isto delati, tako da dejansko je tako bilo in če ga lotaš po 3 pivih, pa če ga lotaš lačen, pa sam, pa dejansko ni bilo tako, kot je bilo, no. In bi mogli, mislim, bi bilo fino, da bi zamudili, ampak tako sem rekel, hvala Bogu imamo cool bekerje. A imaš to zgodbo, kje je posneto? Ker Špetič ima posneto uno, ne, svojo Cube Sensors, vse, kar je lahko šlo narobe, pri njih je šlo narobe, ne, in ima tam na hekovniku pri videojih, ne. Ti imaš to, kje je posneto? Mi nažalost nemamo posnet, ampak mi smo v tistem času okay, bili v pač zasavsko podjetje nam je odstopil Devesoft prostore in pač direktor, ki je hodil, njihov direktor, ki je hodil zjutraj v službo, nas je slikaril, ko smo spali pod regalom, pa tako da. Ok, jaz bi komentiral tukaj na to. Zdaj, hvala Bogu, se dogaja renesansa hardware startupov in to je ful lepo videti. In tudi zdajle, ne, recimo na tem delovnem vikendu od zadnje generacije SK, ne, jih je kar dosti teh hardware startupov. In jaz sem vsem njim, ne, veš, ko pridemo do tega, ne, validacija in tretno, ko boste kle, ker malo že diši po tem, da bo treba pa začeti šipati vedno več, ne. Pa malo poprašam in par vprašanj in vidim, da vsi so tam približno na istem, ki ste bili vi, ki jim ni jasno, kako se bo situacija spremenila. In pa sem vsem, vsaj enim trem sem rekel tako, lej, najprej oglej si od Špetiča video, čipolo te pa poklič, pa jih povab na kosilo, na kavo, da ti povejo, kaj vse vas čaka, ker si ne predstavljajo točno te zgodbe. In vi se morate tudi enkrat posneti, da so posneti, ker vi ste dve taki zgodbi, ki je bil hell, ki niste vedeli, kaj vas čaka in oni so vsi na tem, ne vejo, kaj jih čaka. Ne. Res je, ja, se strinjam, tako da če kdo želi slišati v Spain, me lahko mod pokliče. Ok, daj samo to mi poveš, zakaj v bistvu ne proizvodnje outsourcati na Kitajsko, zakaj vztrajati v Zagorju? V Hrastniku, ok. To so face razlike. To so face razlike pri nas, točno to je. Ko bi ti Sorry. Ko bi ti rekel Ljubljančan, pazi. Trbovl pa sploh ne omenjati. Ja. Ne, dejansko, ne vem, po moje ta naša trma tam, no. Mislim, ena je trma, druga je pa dejansko, da se je izkazalo, da kljub temu sem prej govoril, da čipoloti od začetka niso delali tako, kot je treba, je zdaj quality check dosti višji, no. Ta ena stvar, v letošnjem letu se je izkazalo, ki delamo z distributerji, predvsem v Evropi tudi, da kljub temu, da kdaj mislimo, da Nemci nas dole gledajo, ful spoštujejo, da je izdelan v Sloveniji, ne na Kitajskem. To je druga prednost. Tretja je pa pač to, da v okolju pač smo omogočili nekaj delovnih mest, na kar smo ponosni. In ja, nismo neumni ves čas, oziroma skoraj enkrat na kvartal pošljamo povpraševanje, tudi na Kitajsko, pa tudi če drugam, kakšne so cene in smo tam med 10 in 12% dražji v Sloveniji kot na Kitajskem, kar si lahko privoščimo. Ok, cool, super. Teda, v bližnji prihodnosti vseeno lahko pričakujemo design in Hrastnik made in China. To težko rečem, če saj dizajn in Slovenija, no, Hrastnik dvomim, da bo kdaj toliko popularen, da bi tako bilo. Ok, cool, hvala. Matej, ti si zraven pri ogromno startup zgodbah, ki launcha, ne, skratka pri delovnih vikendih, startup vikendih, bootcampih, svetovanjih, bla, bla, bla. Kaj bi bile neke najbolj pogoste napake ali pa scenariji, kjer se startupom zatika? Ok, eno smo zdaj slišali hardverski startupi, torej Tadeju povabiti na pir, pogledati Špetičev video, kaj pa sicer, kaj bi lahko posplošil, kje se najbolj pogosto zatika in kakšna so zdravila za to? Ne bi rekel toliko zatika, kot to, kar sem danes tudi razlagal na delavnici, da še vedno gre večina na vrat na nos razvijati neko prvo verzijo tistega, kar si predstavljajo, ne, in potem s tistim zastirati. Ne. Dejansko razumevanja, kaj MVP je, in tudi tukaj sem se malo naježil, ki je rekel, vse smo imeli že en prototip. MVP ni prototip, ne. Prototip je v bistvu služi drugemu namenu, testiranju, funkcionalnemu in tako dalje. Ne. Da nam razloži, kaj je MVP. Evo. Za tiste, ki nismo bili na tvoji delavnici, za tiste, ki nismo prebrali knjige Lean Startup, kaj to MVP je? Ok, bomo tako rekel, da sploh, da damo ven iz tega produkt kot tak. Ne. MVP je način,
preverjanja ta glavnih stvari, za katere ti nisi siguren, potem, ko boš launchil produkt, da bo to. Ne? In to sploh ni nujno, da je res produkt. Ne? Sedaj sem dal par primerov. Se pravi, nek način, s čimer boš ti določene hipoteze testiral. Lahko je to zgleda kot produkt, pa ni čist noter vse, lahko pa sploh ne, lahko je pa čisti smoke test, čisti wizard of Oz. Se pravi, nekaj, kjer uporabnik misli, da uporablja, tista stvar v zadnji pa v bistvu nič ni. Ne? Tako da sploh ni treba, da je to prototip, ne? Samo da ti neko stvar, neko izkušnjo, nek value proposition testiraš. Ne? Se pravi, bi dal iz tega čist ven produkt ali pa prototip, je način testiranja hipotez je MVP. Ok, cool. Če se zdaj vrnemo na izvorno vprašanje, skratka, torej stvari, ki startupom grejo narobe ali pa neke napake, ki jih počnejo pri launchu. Bom dal zdaj primer iz danes, z dopoldne. Ne? Ena ekipa fiksirana na to, da bojo ogledala v retail shopih, se pravi Zara in tako naprej, naredili smart, da bo v zadnji še ekran in ko boš ti prišel noter, bo on vedel na nek način, kaj še RFID zgodba pa to, v glavnem, ene par tehnične težave, bo on vedel, kaj ti imaš, ne, kaj si prišel preobleči, predvsem za ženske to, in potem bo direktno skozi ogledalo upsell, cross-sell, v smislu, glede na to, da ti to zbiraš, pa ko boš najdel številko, boš to kupila, ne, je še to pa to primerno. Se pravi, on the spot, tam, ker si ti odločiš, ker odločitev so oni pravilno gotovili, da se zgodi v preoblačilnici, tam se ženska dejansko odloči, to bom vzela, ne, in gre potem na blagajno. In tam oni hoče ta cross-sell zganjati. To vse je fajn, samo je pa ful enih težav pri ogledalu, nekaj se ne prikazuje in par tedna bo treba čakati in pač tehnične težave. Ne. In sem rekel, ok, pa vam ni treba to čakati, da bo se testirali ta value proposition, ali lahko ta isti value proposition testirate tako, da je en tak nice LCD zraven, ne rabaš skozi ogledalo. Ne. Pa so tako malo so bili tih, pa so rekli, ja, v bistvu res, ne, ker konec koncev point je tam, ogledalo je tam, vedeli se bo, kaj ima, ne, samo da da skozi ogledalo se to prikaže tam zraven. Ne. Ok, izgubil boš en del uporabnikov, ki jim točno sede skozi ogledalo to videti, ampak večina bo pa zadovoljna, ko bo zraven to videla. Ne. In v bistvu ta način, da nisi toliko locked noter v unga babyja, ki si zaljubljen, ne sam skozi ogledalo, ostalo me sploh zanima. Je ne, ta value proposition lahko se testiraš tudi na drugačne načine, tudi če nimaš še tehnično vseh ostalih stvari popolnih. Ne. In klej še vedno vidim pri večini, da ustrajajo v tem, ne, to bo tako izgledalo, kaj jaz mislim, ali pa nič. Ja. Ok, cool. Dobro. Kratko in jednrato. Evo, poleg startupov delaš tudi z velikimi podjetji, ki jim poskušaš vcepiti v glavo to startup mentaliteto, sta to popolnoma dva različna svetova, so ta velika podjetja dovzetna za to, da razvijajo v malih skupinah MVP-je, da testirajo, ali je to Kristusove muke? Ja pa ne. V smislu metodologiji MVP-ja pa vse to, ker so delavnice, to vse štekajo, vse je fajn, takoj na isti način začnejo delati, pa get out of building. Edina stvar, ki je različna, ne, je pa to, kar imaš kaj noter. Ne. Podjetniki to imajo, on ne more spati zaradi tega, on bo grizel skozi to, on bo spal na tleh v DV-softu in nič jedel in narobe zlotov, medtem ko corporate slaves, ne, nekaj časa se bojo šli, dokler je to exciting, pa novo, pa dokler so jih povabili, pa se javaš, pa jaz bom v tem programu, čez nekaj časa je pa tako, jaz bi šel pa nazaj v uncomfort zone, ne, ker jaz v bistvu ob 3 grem ven, grem na kolo pa na pohorje, ne bom se jaz več jebil s tem internim startupom, ker nimam tega driva noter, ker plačam isto, ne, neki prospekti za neko napredovanje so pa tako zelo remote pri teh projektih. Ne. In s tem se največ ukvarjamo. Zdaj bom tudi na eni konferenci v Zagrebu na to temo govoril in sem prav tako dal naslov, ne, it's psychology stupid. Ne. V bistvu gledaš, a on res ima ta drive ali nima. Če ga nima, ti ne broj delavnic ne pomaga, ker pri njemu bo to vsakne, to sem danes odgovoril. Ker če nimaš tega noter in podjetniki vsi imamo, ne, in greš skozi ta preguraš skozi ta šit, ne. V podjetjih se pa zaneseš, sej plača bom itak imel zdaj, a to delam ali ne, pa se bom tako diplomatsko odmaknil iz tega, ker je pretežko. Cool. Tadej, vi ste tudi na nek način v teh dveh svetovih. Ne? Na eni strani ste pač v tem startup svetu, ko v bistvu z malo skupino ljudi razvijate Edelroja in podobne startup projekte. Ne? Na drugi strani pa si v bistvu tudi denar služite za nekimi večjimi projekti, z večjimi naročniki, tako so LG, Adidas in tak naprej. Zdaj pa kako je v bistvu delati, kako združujete ta dva svetova oziroma kako je delati in launchati zgodbe za take velike, ne vem, za Adidas ali pa LG, recimo kaj je to iz vidika nekega organizacije, presinga, pogajanj, kaj to pomeni v bistvu dela za en startup iz Maribora za LG, ki bo imel animacijo na Times Square, recimo. Za nas recimo največji izziv pri vsem tem skupaj držati fokus na glavnem projektu, ki je igra, ne? Sicer, ko smo delali LG, še ta igra ni bila aktualen projekt, ampak smo delali neke druge interne projekte, ki so on hold trenutno, ne?
pa stealth. Ampak to je v bistvu naš največji izziv. Drugače delati z eno veliko korporacijo, kot je LG, USA ali pa Adidasom, ne, je čisto drugače kot pri nas. V bistvu, je kar dosti neke birokracije, dosti nekih stvari, ki jih ne pričakuješ, ampak na koncu, pa kar se profesionalnosti tiče, pa smo bili kar zadovoljni s sodelovanjem. Ne. Okay. Ampak eno stvar lahko povem, kar se tiče MVP-ev pa vsega tega. Ne. Prej smo govorili o zamujanju in se spomnim enega dobrega citata od enega vodilnih pri Nintendo, ne, ki je rekel: "A late game is late once, a bad game is always bad." Ne. Okay. In vidim, da je v tem, da našem svetu pri izdajanju takih iger, ki jih mi delamo, ki so v bistvu na nek način umetniško delo, kot film, izdaš zadevo enkrat in če zajebeš, potem v bistvu ni poti nazaj in ni v bistvu point of no return, kot ti piše na majici. Okay. Ampak če ta koncept MVP-ja lahko apliciram na igre, to vrstne igre, ne free-to-play igre, ki jih igraš na telefonu in so vsak teden drugačne in te hočejo pač nategniti, da daš čim več cash not, ne? Ampak igre, kjer plačaš in enkrat plačaš in jih igraš in daš svojim otrokom igrajo in je to zgodba, ki jo doživiš in ko imaš nekaj od nje. Ne? Je v bistvu tako, da MVP so bolj interna stvar pri nas. Ne? Se pravi, mi naredimo prototipe, koncepte, ki so igralni sami zase, ampak niso izdelani do konca. Se pravi, ni za grafika cela narisana, niso vse animacije take, da bi lik recimo izgledal kot pri Disneyju, ampak preveriš nek koncept, ali igralec gre skozi neko emocionalno pot, ali mu je jasno, kaj sploh mora delati, ali mu je jasno v bistvu, ali mu je sploh fajn igrati neko igro. Ne? In te stvari vse preverjamo interno. In potem, ko pridemo do določenih točk, ko ugotovimo mogoče, da ne vem, včasih ni v redu puzzle v igri, ne? Včasih ti ni jasno, kaj moraš narediti, da ga zaključiš. Ne? Včasih ti zgodba ni jasna. Ne? Recimo, kaj gleda kdo Tomorrowland, slučajno od Disneyja? Ja. Meni je prva polovica filma, sem imel telefon v roki, da bom tweetnil, kako je to čudovit film. Ne? Ampak potem se začne zadeva tako komplicirati in vidi se, da je več ljudi naenkrat pisalo ta film. Ne? In zgodba sama ni jasna, v bistvu niti jasno, sploh na koncu filma, kdo je glavni lik, ne? Kdo je tisti karakter. Ne? In podobne stvari se tudi nam dogajajo, ne? Ko delamo igro, ker v bistvu, ko pišeš zgodbo, na to zgodbo potem narediš art, pa narediš neke puzzle, pa narediš neko igralnost, ne? In potem včasih vidiš, da si že pri zgodbi v bistvu zaštrikal nekaj, ne? Moraš iti par korakov nazaj in podoben koncept, ko ga imamo v tehnologiji, ki se mu reče technical debt, ne? Tehnični dolg, se pravi, ne vem, en del kode napišeš ful slabo in se ti maščuje čez 3 leta in potem plačaš 10-krat več, kot če bi tisto takrat si čas vzel. Podobne stvari se dogajajo pri pisanju zgodb, podobne stvari se dogajajo pri game designu. Ne? Kaj si me pa so vprašal? Okay, primerjava delanja z velikih firm, torej za velike naročnike, pa potem tudi v teh malih zgodbah. Ne? Oziroma tudi, ali bi pač še vedno delali za velike naročnike, če bi imeli neomejeno denarja, ali je pač to izključno in zgolj zaradi tega, da pač v bistvu preživite tisti del, dokler ne lončate igre. Mi smo imeli zdaj srečo, ker recimo projekti, kot je LG projekt na Times Square, mislim, to skoraj težko zavrneš včasih, nekaj takega, ker je bil, mislim, imeli smo ponudbo še za en zelo podoben projekt, ki smo jo zavrnili, ampak je bil res, ne vem, image recognition na ulico, pa 1000 nekih faktorjev, pa 2 meseca časa, pa te stvari. Ne? Ampak drugače z vidika tega, da večinoma delamo z oglaševalskimi agencijami pri teh projektih, ne? In da so to projekti, ki so kratkoročni, na nek način, čeprav smo zadnje čase tudi dolgoročno dobivali, je podobno intenzivna zgodba kot izdelovanje neke igre. Predvsem z vidika, ne vem, agilnosti, fleksibilnosti, ki jo moraš v ekipi najti in pač cel čas zdrževati in z vidika pač 1000 različnih tehnologij, ki jih moraš pri tem uporabiti. Ne? Okay. Tako da nas je to v bistvu, vsi ti projekti, ki smo jih delali, so nas zelo zadovoljevali na nek način, ne? Okay. Ampak če bi imeli izbiro, bi pa vseeno naredili to, kar verjetno Matej tudi skozi predava, fokus na eni stvari in vztrajali pri tem in naredili do konca in šli na naslednjo stvar. Okay. To še me zanima, kako v bistvu en taka mala ekipa relativno neprepoznavno pride do enega velikega naročnika, kot je LG ali pa za Adidas, kako se v bistvu to zgodi? Je to, ne vem, nenormalno sreča,
se to more univerzumi poklopiti, da prije do tega, ali je to preprosto plod nekega sistematičnega truda, referenc, prepričevanja? Oboje, seveda. Mislim, ampak lažje je živeti s tem, da je plod dela in sistematičnega prepričevanja in truda, ne? S tem prepričanjem in mi smo v bistvu res začeli z projekti za 500 €, za 1000 €, več takih projekti, ki so trajali potem 1 mesec, 2 meseca za izdelavo in smo se ubijali zraven, ne? In smo počasi napredovali do vedno bolj zanimivih stvari, ampak pomaga pa to, da dosti potuješ, da spoznaš ljudi, da narediš nek vtis in pač tudi, mislim, track record je ful pomemben pri tem, ne? Če enkrat narediš nekaj slabega, dobro, ni nujno, da drugi to vidijo, ampak zelo pomembno je, da delaš vsako stvar dobro, tudi če vzameš nek projekt, ne? Tudi če je slab, če je za malo denarja, ampak zdaj si ga vzeti, da ga treba narediti. Ne? In narediš tako treba. Ne? In dostikrat se v našem okolju tudi dogaja, dobro, problem našega okolja pa raznih storitvenih firm je, da se izvajalec ne zna zmeniti za dovolj visoko ceno, tisti, ki pa naročnik pa ne zna ponuditi normalne cene in potem sta na koncu oba nezadovoljna, ker je produkt slab, pa ker na koncu so vsi brez keša. Ampak tu je tudi kar nekaj izkušenj, ki pripeljajo do tega, da si se sposoben dobro spogajati za ceno in da pač je cela zgodba izvedljiva na koncu, ne? Ker dostikrat še posebej pri projektih, ko smo jih mi delali, ne vidiš sploh luči na koncu tunela na začetku, ne? In moraš pač že malo imeti ta gut feeling, da pač se zmeniš za malo višjo ceno zaradi tega. Ok, cool. Povejte, imate kakšno vprašanje? Če ne imam jih ziher, Matej, nekako vprašanje, ko je v bistvu zelo priden na mesto občinstva. Komentar na to, kar sem na začetku rekel, ne, tvoje mokre sanje. V bistvu to se da shackat, ne. Tako kot poznamo growth hacking in tako dalje, poznamo tudi panel hacking. To pomeni, da se ti vnaprej z določenim številom ljudi zmeniš, ne, da imajo pripravljena vprašanja, ker samo idealist, glej. Ker samo to je problem, samo ta prva vprašanja, vsak ima neko vprašanje, samo noben noče biti prvi. In v bistvu, ko se ti z 2-3 zmeniš, pa mora imeti dosti butasta vprašanje, pa se pa vsi ostali mislijo, če on lahko tole vprašal, bom pa jaz tudi to vprašal, ker imam nekaj pametnega za vprašati. In pa se sproži. Evo. A imamo mikrofon med občinstvo? Čakaj, samo veš kaj, zaradi snemanja mora biti mikrofon, tako da en... Na začetku mora biti butasta. Zdravo, jaz bi najprej pozdravil vse tri žive. Vprašanje za Chipolo. Lahko pričakujemo Chipolo 2 ali kak nov odbit projekt, ki nima veze z Chipolom? To vprašanje vam že jasno seznamo, tako da sorry, to ne šteje. Ne, sorry. Neumno vprašanje je prvo, ne? Tako da, potem pa se ostane. Izvoli. Hvala za vprašanje. Ja, celo poletje smo delali kot nori, sem upal, da zdaj, ko pridejo te eventi, da bom lahko že kaj announceal, pa zamujamo, ne. Ja, prihaja nova verzija izdelka. Nažalost, kljub temu, da sem vodja marketinga, še ne smem povedati kdaj, ampak definitivno v zelo kratkem času, no. Ne Q1, ampak Q4 definitivno. Tako da... Q4 2015? Tako, ja. Tako da, ja, kar nekaj bo novih funkcionalnosti, no. Kar smo zelo, upam, da bomo ponosni, je to, da smo zdaj 3 mesece na novo pišemo celotno kodo za Android. Ja, vem, Android ne dela tako, kot bi mogel. Tako da dejansko prije nova aplikacija z vsemi funkcionalnosti, katere ima iOS že zdaj, plus nekaj novih stvari, no. Predvsem se fokusiramo trenutno na ta network. Ne vem, če vam je to znano, se pravi, Chipolo uporabniki si lahko med sabo pomagajo iskati stvari, kar je pa najbolj cool je pa v bistvu to, da sploh ne rabite imeti našega izdelka. Imamo tudi eno free stvar in sicer sam inštalirate se našo aplikacijo, si naredite free account in lahko z katerekoli drugega devicea najdete svoj telefon. Tako da to je free od nas za vas. Tako da, ja, to kar nekaj novih stvari. Delamo pa še drug produkt, no,
ki pa upamo, da bo odbit, no, ampak je pa čist, zna se narediti tudi, da bo še ena Kickstarter kampanja, no, ker je čist MVP, tudi prototip ni, tako da se igramo malo, no, s Bluetoothom, z motionom, z vsem tem, tako da bo kar zanimivo še po moje. Ok, super, hvala. By the way, tisti, ki ste prvič na startu mislili, to v bistvu, da imaš roko na gori, ne, to je način... Sorry, neč nisem videl, ja. Ne, to je pač indijanski način odgovarjanja na vprašanje, to je pač pravilo, tako da vsi ostali morate tako odgovarjati na vprašanja, ne. Če red vidim ljudi, s katerim govorim, no. Ok, še eno vprašanje, Simon. Ja, zdravo. Mene pa zanima, kako v bistvu testirate vi pri Motivitiju igre, ne? Aha, ja, na različne načine, interno, z lastno ekipo, z ljudmi, ki so nam blizu, z ljudmi, ki jih povabimo, da pridejo k nam testirati. In tako je pri testiranju je vedno nerodno, ker če moraš neke logične uganke reševati, pa te nekdo zraven gleda, si živčen in potem avtomatsko lahko dobiš slabe informacije nazaj. Tako da probamo z različnimi načini, no, ne vem, imamo plan delati neke sprašalniki z internimi beta grupami, imamo seznam ljudi, ki so se prijavili na naš newsletter in v bistvu jih bomo vključili v našo testno skupino. Trenutno je naš pil v bistvu v fazi, kjer počasi prihajamo do nove alfe in nove bete, se pravi s tem novim konceptom in z razširjenim konceptom in mislim, da konc leta, začetku naslednjega leta pa bomo spet izvajali neka malo bolj intenzivna testiranja, kar se tega tiče. Ni pa imamo tudi metrike not vgrajene, se pravi ta funneling preko zdaj, se niti ne spomnim več prek katerega servisa, ampak v bistvu, ker igra linearno poteka, ne, lahko zmeriš, koliko ljudi je prišlo od točke 1 do točke 2, pa od točke 2 do točke 3 in potem pri vsaki stvari ugotavljaš, koliko je osip in probaš ugotoviti v bistvu na ta način težavnost oziroma interes igralca, ne. Ampak to je v bistvu manj pomemben način za nas, zaradi tega, ker naj predvsem pomembno bolj dobiti ta čustven odziv pa feedback od igralca, kot pa v bistvu samo metrike pa koliko ljudi bo napredovalo skozi. Ok, cool, super. Lahko še vprašanje za Čipolo? Koliko stvari ste že našli skozi network? Je to, ne vem, tedensko najdejo uporabniki nove stvari ali, mislim, pač izgubljene stvari? Dnevno. Dnevno. En podatek tudi, ki ga lahko delimo, mislim, da je, ne vem zdaj točno z glave, ampak mislim, da je povprečno 2-krat na dan Čipolo uporabnik potrese Čipolo, da najde svoj telefon. Tako da, kar smo zelo veseli je pač, da naši uporabniki res uporabljajo ta izdelek. No. Ne, mislim preko networka. Preko networka pa nažalost ne delimo še teh cifer, no. Predvsem zaradi tega, ker bo zelo dobra marketinška izkušnja in priložnost za nov izdelek. No. Ampak ja, predvsem v Evropi, no, je že velika verjetnost v evropskih mestih, da ti community pomaga najti stvari. No. V Ameriki je še to tako, ker smo pred kratkim, ko mi resno vstopili na ameriški trg, v trgovine, mislim s tem. Pariz je zelo močen, naš community, Slovenija pravzaprav cela, okoli Milana, Rim, tako da Evropa je kar močna. Kaj pa Maribor z okolica? Definitivno. Če kle zgubiš, a ima kdo, razen njega? Doma Čipolo? Definitivno ga najde. Ne, drugače pa res, no, lahko si sam inštalirate aplikacijo, res je free, pa bo dobra karma za vse ljudi, ki imajo Čipolo, da jim pomagate najti stvari. Nič vam ni treba delati, svoj telefon imate v žepu, hodite po Mariboru in pomagate ljudem, ki imajo Čipolo, tako da dobra stvar na koncu dneva. Cool. Evo, ne, vsi trije so super primer, da na vsaki priložnosti moraš prodajati, ne. Evo, kdo? Ja, Alenka. Alenka. Iz učiteljskih vrst, pa več let na ministrstvu, tako da
me veseli, da Spirit in ostali tako podpirajo šolstvo, da ima gospodarstvo dovolj denarja, ampak drugače pa za Čipolo eno vprašanje, ker danes me veseli, ker šolstvo ni navada, da lahko neumna vprašanja postavljamo, tu pa je dovoljeno. In sicer me zanima, ste kdaj razmišljali o tem problemu, da se ne zgubijo samo stvari, ampak se zgubijo tudi ljudje. In sicer bolj razmišljam o tem, ker se tudi ukvarjamo s tem projektom, da v Sloveniji ni nekih centrov za ljudi, ki pozabljajo, ki se zgubljajo, ki so dementni, ali ste kdaj razmišljali tudi, da bi morali tudi na tem področju kakšne aplikacije pa stvari razviti. Ker to je, mislim, zelo veliko področje po celem svetu. Hvala za vprašanje. Ja, definitivno. Mislim, prvo kot prvo, da razčistimo. Čipolo dela trenutno na Bluetooth tehnologiji, kar pomeni, da ima zelo omejen domet, se pravi do 60 metrov v najboljših pogojih. Kar ste vi omenila, je v bistvu, bi mogli bazirati na GPS tehnologiji. Tega je drugače, takšnih izdelkov je že kar nekaj na trgu, dosti pred Bluetooth tehnologijo, ampak niso pač, ni prava rešitev, no. Tako da mi razmišljamo tudi v tej smeri, no. Več ne smem povedati. Ja, razmišljamo, no, in ni problem, sam ljudje, tudi domače živali. Kak fejst razmišljate? Ful razmišljate o tem? Po 3 perih zelo razmišljamo. Ok, če kako vprašanje? Največ. Aha, eno še tam. Čakaj. Jaz sem tu eno vprašanje za Čipolo in sicer me zanima, ker Čipolo deluje na Bluetooth tehnologiji, je problem pri uporabnikih, ki inštalirajo aplikacijo oziroma kupijo Čipolo, da imajo cel čas Bluetooth prižgan ali ne? Tako je, mi uporabljamo Bluetooth Low Energy, kar že samo ime povem, to je 4.0 verzija, zdaj že kar nekaj časa na trgu, ki v bistvu je namenjen pravzaprav tem, da tudi novi telefoni, ki imajo ta čip, so dosti manj požrtni, no, z samo baterijo. In v bistvu v našem primeru je tako, da kljub temu, da sta ves čas povezana, v bistvu ima kar nekaj state modov, da ti ves čas ne kuri baterijo, no. Je pa res, da deluje samo in izključno, če imaš prižgan Bluetooth. Ampak, kot sem omenil, res so, recimo v celem dnevu, zdaj za iOS govorim, no, za Android nimam trenutno podatkov, za iOS je tam okrog 2 do 5% ti Čipolo aplikacija požre v backgroundu celotno baterijo, kar je dosti manj kot recimo music player, če ga cel dan native poslušaš na telefonu. Tako da ni taka silna stvar. Hvala. Ok, cool, super, hvala. Evo, gremo z zadnjem okrogu vprašanj, da nam Matej ne pobegne, pa bom kar s tabo začel, Matej. Skratka, kar nekaj spoznanj smo danes slišali na delavnici za tiste, ki launchate novi produkt, ki štartate. In eno vprašanje, ki se vedno pojavlja, pa na katerega odgovor je zelo težek, pa zato tebe kot strokovnjaka sprašujem, kdaj dokončno ugotoviti in si priznati, da naš otrok ni najlepši na svetu, ne? Da je mogoče grd, da mu manjka kako oko ali pa kakšna okončina? V bistvu bom spremenil vprašanje. To itak ne ugotoviš ti, to ti trg pove. Vprašanje je bolj, koliko časa vztrajati pri tem otroku, pa ga iterirati, pa popravljati, when to give up. Danes, ko sem se sem peljal, sem poslušal podcast od Jerryja Colone, NVC, pa zdaj napol že psihoterapeut, ki ima svoj sajt, pa delavnice, pa podcast Reboot.io in vsem founderjem priporočam, da občasno tega poslušate, se pravi Reboot.io, tudi vidva, ne, in a ga poslušaš. No, on se izključno dotika sam teh, ne, tistih zelo psiholoških, skoraj pri vsakem founderju gre nazaj, ne, kako ta founder, pa odnos z očetom, pa starši, pa Freud, pa vse to, ful gre v to noter in vsak ta tretji se mu zjoka na tem podcastu. Tako da te stvari so tako zelo globoke, ne. In danes je bil, ravno tega, kar sem danes poslušal, je bilo na to temo, ne. Kdaj veš, ne, kdaj nehaš? V bistvu ni odgovora, je pa tako, kadar se tako res iskreno vprašaš, pa ker sam pri sebi vidiš, ker ne verjameš več sam sebi, ne. Imel je en case, zdaj ne spomnim se imena, ki je tako rekel, ki je tako vprašal, a ti pred naslednjo rundo rejzanja, ne, pa pičanje je bil, rekel pa, a ti res še verjameš v to, ne. In je pa on tako,
zazdihnil, malo se mu je glas zatresel in se mu je videl, da ne verjame več v zgodbo. Je rekel, lej, ne, glede, sorry, kad ti moram to reči, now it's time to stop, ne, kad ti ne verjameš več v to, je time to stop. Takrat sam pri sebi vidiš, ne. Lahko bi še malo fulal, lahko bi še eno rundo rezanja, lahko bi še dubil, ne vem, rekel, sam leče, ne verjameš več, nekaj. Okay. Je to torej, to, da je v bistvu nehat, potem smo slišali MVP, pa hitrost učenja, kaj bi mogoče še bil en nasvet v bistvu za uspešnost, kako si v bistvu povečati verjetnost, povečati možnost te neke krute statistike, da bo pač naš startup en izmed 9, ki fejla. To, kar sem danes tudi na delavnici povedal, da na nek način si probi nekoga dobiti. Zdaj, je to iz vaše skupine, te svetovalci, mentori, coachi, kdorkoli, nekoga, ki te bo pozoriral na vsak teden, pa na vsake 2 tedna, tako neobremenjen, ki ni noter v ekipi, ki te bo sam vprašal tako ene par tistih neugodnih vprašanj in mu boš ti zaradi respekta, ki ga imaš, dejansko odgovoril. Na to sem se posebej fokusiral letos poletne, ker sva s Tilnom Travnikom sem imel eno tako zgodbo, on je eno knjigo prebral in je hotel ene stvari v lifeu tako spremeniti in ta habit changing zahteva, da ti redno nekaj tednov ene stvari trekaš, pa imaš nekoga, ki te odzunaj samo en tak peer pressure daje. In on je ene stvari meni pošiljal vsak dan, do polnoči so bila zmenjena, da me neke stvari pošilja, po nekih kriterijih se je ocenjeval in je rekel, ti ne rabaš nič delati. Ti rabaš samo tam biti, pa sprejemati vsak dan do polnoči en mail od mene, jaz bom sam sebe ocenil in meni je dosti samo to, da vem, da ti pričakuješ to. In vem, ker si toliko zajeban, da mi boš potem takoj naslednje jutro poslal en mail, ne, če jaz tega nam naredil, meni je to dosti in zaradi tega je on do konca tega programa zdržal, samo zato, ker je vedel, da ima enega dosti zajebanga, ki mu bo zatežil tako na pol, zašala na pol zares. Se pravi, dobite si enega, ki vas bo odzunaj tako spraševal stvari, ki si jih vi sami sebe nočete vprašati. Ok, cool, super, hvala. Tadej Čipolo. Kako pa je v bistvu torej enemu majhni ekipi v bistvu se kostati z veliko konkurenco iz Amerike? Tylom, ki je zbral več 10-kratnik investicije, ki jo imate vi. Kaj je to pomenilo za vas? Mislim, vi ste dejansko na istem trgu. Kako ste se vi prilagodili, da v bistvu lahko z njimi konkurirate? Ja, za nas je bo kar šok. No, to. V bistvu mi pa Tile imamo tako kar neko zanimivo izkušnjo, kljub temu, da se osebno ne poznamo. Mi smo štartali kampanjo, Kickstarter kampanjo in oni so 4-14 dni za nami startali self-starter kampanjo. Mi smo bili uspešno fundani, oni so bili še bolj uspešno fundani. Mi smo dobili sicer mehno investicijo v Sloveniji, oni so dobili 18-milijonsko investicijo v Ameriki. In tako naprej. V glavnem, mi releasamo Android app, oni releasajo Android app. V glavnem, definitivno se sledimo in na Twitterju in vse posod, ampak tudi mi smo se ful z njimi ukvarjali tako, pa kaj bo zdaj, pa toliko imajo keša, pa če si enkrat v življenju napisal Čipolo v Google, si imel potem skozi reklamo Tile, kjerkoli si bil in tako naprej. Dejansko so mene klicali kolegi, sošolci, vsi, napisal sem Čipolo in zdaj imam kar en drug izdelek, kaj je to, ne? Tako da, sorry vse tiste, ki ste bili zasuti s Tylom. Ful časa smo se mi tudi sekirali, pa jih preučevali, pa ne vem kaj. Potem je bilo pa enkrat čas, ko rečeš dovolj. Prišli smo do te točke, kjer smo, predvsem zaradi tega, ker smo bili inovativni, ker smo verjeli v svoj uspeh, v svoj izdelek in smo rekli, imamo neke prednosti, ki če bojo oni skopirali, lahko mi naredimo še kaj drugega in brez veze se je to igro skozi en drugega pač kopirati. In to smo naredili, se mi zdi, začet letošnjega leta, definitivno smo mogli pač shiftati oziroma pivotirati, pač, da ne moremo z njimi konkurirati na onlineu in smo pospešeno začeli iskati pač distributerje in iti takoj v trgovino, zato ker eno stvar se moramo zavedati, kar sem se jaz naučil, v bistvu je to, da nam je ta Amerika tisti promised land, pa vse tam bi radi bili, v resnici je pa Evropa toliko velika, če ne še bolj in tudi kupna moč je kar visoka. Tako da, in pa še ena stvar, Američani imajo dosti težjo nalogo stopiti v evropski trg, kot mi na ameriški. Tako da mi pač, naš cilj je bil obvladati Evropo, biti prvi item finder v Evropi, kar nam trenutno uspeva. Ameriko pa tudi imamo na drugem mestu, pač, kjer počasi rinemo. No. Okay, cool. Jaz rad malo provociram in zdaj sem tweetnil, da je bil na tem stageu liknen Čipolo Demenca Edition, mogoče, je bilo to. Drugo pa, kar si rekel, Evropa pa kupna moč,
pa trenutno situacijo, ko imamo, mogoče pa to zdaj grd komentar, ne, imamo en flow enih ljudi, ki prihajajo, ne, mogoče bi oni mogli tudi Čipolo imeti, da veš, kam so šli. Pa. To nam komentiral, ampak mislim, se je tudi tako, pač kupna moč definitivno, jaz nimam analiz v zadnje, ampak je Evropa dovolj močna in pač, ker smo člani Evropske unije, je pač s enim currencyjem dosti lažje nam prodreti nekam, ker tudi vemo, sploh Slovenci pač, da moramo vse druge jezike obvladati, Američani imajo pa še vedno ta statement, da vsi govorijo kar angleško in se bojo njim prilagali, kar ni čistko, sploh če delaš enkrat z Nemci pa s Francozi, veš, da imajo oni mindset, da so oni te glavni. Tako da mi smo se fokusirali na to, definitivno jih spremljamo. Jaz v bistvu v novembru tudi zdaj poskušam priti do founderja Tila, ker grem pač službeno tudi v Ameriko in imamo neko idejo, kaj bi lahko skupaj naredili. Tako da... Kaj boste kupili? To še ne, no. Cool. Ne, ampak te community se dajo dosti skupaj narediti in če smo iskreni, pač ta community mora biti enkrat velik 100 milijonov ali pa več, da bo res deloval kjerkoli. In je bolj, da se skupaj borimo, če imamo skupaj cilj, pač, da nothing is lost, kakor da vsak posamezno probava nekaj narediti. Okay. In ne mi, ne Tile od communityja ne služimo, ne? Tako da je dejansko neka dobra volja izdelka, kar lahko pomaga. In koliko boste povezani, boste lahko rešili tudi taki globalni projekt, problem, kot si ga prej omenil, ne? Ok, tadej, to še mi povej v bistvu zdaj, torej zdaj napovedal si v živo, posneto, kdaj napovedujete launch. Ne napovedujemo, predvidevamo. Predvidevate, ok, z veliko verjetnostjo predvidevate. Zdaj, v bistvu, kaj pomeni, vi več kot 2 leti že razvijate, večkrat ste tudi spremenili, posodobili, spremenili koncept, torej, kako 2 leti financirate ekipo? Ali že v bistvu še vmes počnete, delate projekte, ali ste v bistvu bili v preteklosti toliko uspešni? Kak v bistvu ekipa, ki se želi fokusirati, pa 2 leti v bistvu lahko počne nekaj takega? Delno oboje, res imamo veliko srečo, da nam je ratalo v bistvu dobiti prej takšne projekte, pa da zdaj tudi delamo en tak projekt, ki pomaga pri tem, ne? Kot sem prej povedal, je vedno izziv za ekipo, če se mora en del ekipe fokusirati na drug projekt kot preostali, ker smo zelo mali in se kar vidi to, ne, mislim, malo se potem začnejo dogajati tudi razhajanja, lahko določena ali pa kaj, ampak dobro, to za nič, kar bi eksplicitno pri nas se dogajalo, ampak vedno probamo delati na tem, da vsi dihamo isti zrak in dihamo za eno zgodbo, ne, na koncu. Ne. Delamo res že dosti časa, so bile kakšne pavzice vmes, ne, ampak ne vem, mislim... Ste imeli kdaj vmes kakšen taki trenutek, ki ga pravi Matej omenil, ono, da vam je zastal dih, zatrehal glas, pa ste rekli, fuck off, tega ste ne gremo več? To sploh ne. Zastal nam je dih zaradi možnosti, ne, boljših, mislim, ideje, ki smo jih dobivali ali pa kaj, ampak nikoli nismo izgubili motivacije, da bi nadaljevali s projektom, ne. Smo se pa strašili, kdaj, ne, kaj če nam denarja zmanjka, kaj bomo zdaj naredili, ne, kaj bomo s tem, ne. Mislim, imamo dosta IP-ja, ki ga lahko izdamo na različne načine, ampak vseeno smo verjeli, da zdaj, ko že toliko časa delamo to, pa toliko vemo o tem področju, pa tak fejs radi, ko imamo tako vrsto iger, ne. Res nočemo krep produkta vendati, ne. In res delamo vsi 100% na temo, da damo super igro ven in na katerem lahko vsi ponosni, pa mogoče ne samo naša ekipa, ampak širše. Okay. Ja. Mislim, s tvojih ust to sliši zelo tako poetično, ne, pač tak, ampak en pregovor slovenski je pač od ljubezni ne gre živeti, ali pa se ne da živeti, ne. Kaj mogoče je vseeno pogoj, da lahko se greš taki koncept, skratka, vi že imate vseeno več kot 10-letno neko zgodovino, tako si sam rekel IP-a, neke intelektualne lastnine, ki jo lahko monetizirate, imate neko ime na trgu, ne. Kaj pa nekdo, ki tega nima, si lahko v bistvu privošči 2 leti bootstrapanja? Težko je, ne, bootstrapanje ni med najbolj klasičnimi pristopi za res neke velike projekte delati, ne, zato obstaja pač tudi v Sloveniji to podporno okolje, zato obstaja obstajajo v Sloveniji ljudje, ki ti lahko pomagajo dobiti neke vire financiranja, ne.
In načeloma je smisel tveganega kapitala in drugih virov financiranja to, da se lahko ljudje osredotočijo na neko kreativno delo, da nek razvoj na zasledovanje nekih sanj, ne da bi se morali toliko s tem ukvarjati. Ne. Ampak je pa ogromno predpogojev, da se to lahko zgodi tudi v ljudeh samih, pa v nekem pristopu, pa nekem commitmentu do tega dela. Ne. Tako da po mojem, mislim, bootstrapping za nas konkretno je super, zaradi tega, ker res verjamemo v svoje zgodbe in nam tudi zaenkrat kar v redu to uspeva, moram potrkati, ampak nasplošno pa je, kljub temu, da je tvegan kapital, pač na nek način že sabo nese to, da je manjši procent uspehov teh velikih, pa to ne pa, da zahteva tudi to, da moraš res pol rasturati, ko nekaj daš ven, ne. Je mogoče boljši pristop, ne, za neke začetne zgodbe. Zdaj za zaključek tega mojega kroga vprašanj, pa tega drugače pa crowdfunding, sorry. To je pa za nas, ker tudi mi razmišljamo o tem oziroma pripravljamo nekaj takega, ne. Za kreativne stvari, za poezijo, kot si prej povedal, ne, če hočeš res nekaj ponuditi v smislu kulture, umetnosti, potem pa je crowdfunding način financiranja, ki je temu namenjen. Ok, ja. Cool. To še mogoče od vsakega od vas, torej eno tveganje, ki ste ga identificirali, ki vas najbolj skrbi, ko razmišljate o uspehu vašega projekta. Skratka, kaj je tista ena stvar, eno tveganje, ki lahko grozi v največji možni meri uspeh vašega startupa ali pa tega projekta? Kaj ti ne da spati po noči? To je težko. Mislim, ne bi mogel reči, da mi ne da spati, ampak kar se lahko pri nas zgodi, recimo je, da damo špil ven, pa da nekdo ogromen, ful podoben špil isti mesec ven. Recimo to so stvari, ki se ti lahko zgodijo, ampak je pa toliko platform, toliko nekih priložnosti, toliko nekih načinov, da prodaš nekaj IP, da se ne bojimo tako dosti tega. Ne. Drugače pa interno pa nič kaj tako konkretno. Cool. Skratka, nimaš skrbi. Pivo pa je to. Ja. Ok, Tadej? Sorry, kaj je vprašanje? Največje tveganje, največja skrb, zaradi katere ne spiš? 2:0. Ja, 2:0 oziroma drug produkt, prav svoja linija produkta naše firme, definitivno. Mislim, ampak kaj, mislim, strah pred neuspehom, strah pred tem, da ti bo zmanjkalo denarja, strah pred negativnim odzivom kupcev, kaj je tisto, kaj te skrbi? Moj strah pred cilji, katere si jih sami postavljamo in definitivno potem vpliv tako obstoječih kupcev, tako medijev, tako investitorjev, tako vseh pač. Ampak najbolj pa pač, da vsak si želi, da bi drug produkt še bolj bil uspešen kot prvo. Ne govorim samo o prodaji, nasploh, vsem, da gre dosti bolj lažji čez, da social marketing laufa, vse tako, kot je treba. Tako da definitivno ne pred drugo verzijo, pač obstoječega izdelka, ampak drugim produktom. Ok, cool. Matej, kaj pa bi moglo startupe, katera bi mogla biti številka ena skrb, s katero bi mogli zaspati in se zjutraj zbuditi? To, kar je, ker skozi ponavljam, da se v bistvu, kljub temu, da se na vsakem eventu sliši, da jaz to non-stop ponavljam, da se ne moreš ločiti od te ljubezni in navezanosti na tega svojega babija. To je non-stop. To psihološko je težko to stran dati. To je še vedno, je to number one skrb. Še vedno vidiš, pa vsi štekajo, pa se jaz ponovadi eno zgodbo rečem od enega od prvih startup vikendov, ko smo delali v Ljubljani, en inženir je bil tam in sem se pa z njim pogovarjal, rekel, lej, vse tole smo zdaj slišali, vse štekam, prebral sem Lean Startup, vse razumem, ampak jaz ne morem tega ponotraniti. Jaz ne morem od sebe dati nekaj, ker je to odraz mene, nekaj, ker bo MVP, jaz hočem stvar se zapreti 9 mesecev do konca, launch, jebi ga, če ne bo na marketu uspel, ne bo, ampak jaz sem do konca naredil tako, kaj jaz hočem. Ne. In on je rekel, da pač ne bo mogel na tak način delati. Ne. In še vedno je ful preveč ljudi tako zaljubljenih v uno svojo idejo. Ne. To je še vedno je number one risk, še vedno. Nismo ga še odpravili. Ok, cool. Skratka, še nas čaka kar nekaj izzivov. Evo, še zadnja možnost za vprašanja. 2 kratki vprašanje, Matejo se mudi. Ok, če nimate več vprašanj, bi se jaz torej najprej gostom zahvalil za to super debato. Nadaljujemo jo seveda ob šanku v klasični pozi.
Superman pozdi, jaz upam, da ne bo noben zaključil Superman pozdi, ampak začeli pa bomo v tej smeri. Tako da en aplavz, zaprosim za naše goste. Ok, torej naslednji teden se znova vidimo na tovarni podjemov torej na delavnici ob 3 in pa v misli ob 7. Tako da še enkrat hvala vsem organizatorjem, pokroviteljem, mestni občini Maribor in pa Večeru. Tako da to je zaključek tega uradnega dela programa. Zdaj pa sledi še žrebanje Čipola, tako da Nataša, prosim, kar do Tadeja z vrečko. Evo mikrofon. Matej sprašuje, če Burek že tukaj. Je. Burek je že tukaj. Sam to še, no. Koliko jih že imamo? 5? Mi smo se odločili, ker pač ne smem še datuma povedati, kdaj točno pride, da boste dobili nov Čipolo, no. Se pravi, res novo verzijo, ker danes še ni pač v zuni, ne, ni MVP, bomo žrebali, pač dobili podatke in vam pošljamo po pošti pač nov Čipolo, verzija 2. Ok, cool? Luka Mlakar. Ok. Ja, kar pridi, kar se bomo Matjaž Lenica, Lenič, karkoli. Ja. Prav? Sorry, če sem narobe prebral. Ok. Jernej Kocijančič. O, Jerry! Sorry, tako da. Ja? Boris Šajnovič. Boris Šajnovič. Ja, ne. Še ena ženska, ne. Evo ga, Tjaša Brdnik z Dolšček, prav? Evo, ženske kvote imamo zrihtane, ne, cool. Evo, zdaj pa ena skupinska fotka z Čipolo ekipo. Pa da zdaj vidimo, ne, to 2-0 varianta. Mi se imamo radi. Ok, s to fotko šank je uradno odprt, bureki so tam, druženje se nadaljuje, tako da, evo, se vidimo.